Ljubljeni, pozdravljeni iz studia 136, od koder vam bomo predvajali posvečene vesti na vesti. Generalni sekretar vlade Milan Martin Cvikl je dejal, da postopek notranje revizije na Uradu za verske skupnosti ni omogočal zelene luči za ponovno imenovanje Draga Čeparja za direktorja urada. Namesto tega se je ta prižgala za Aleša Guliča. In jaz mislim, da je tu vso nerazumevanje ali pač navedbe nekaterih medijev, češ da sem zavajal ali celo govoril neresnico. Jaz seveda lahko na vladnih tiskovnih konferencah govorim o dokumentih, ki so pač označeni z ustrezno stopnjo tajnosti, lahko govorim o uradnem vladnem gradivu, takšno gradivo sem tudi poslal enemu od zainteresiranih novinarjev in se tudi povedal, da v tem gradivu za imenovanje gospoda Aleša Guliča je vse temelji na poročilu posebne natečajne komisije. No, gospod Cvikl, medtem ko tako pridno čičate, poslušate in razmišljate, naj vam pomagamo. Oziroma povemo, kje tiči vaš problem. Naprimer, težave s trzanjem leve roke so nastopile zaradi teh razmer. Gospod Jan Šiško, tole karto smo odprli, torej devetica palic in sicer narobe obrnjena. Ker je seveda teh simbolov in barv ogromno, tukaj izbiramo med veliko in malo arkano, si bomo pomagali tudi s knjigico. Devetica palic, no pa da skrajšamo dolgo zgodbo, da vam res čim hitreje pomagamo. Kaže, da ste bolj slabega zdravstvenega stanja. Narobe obrnjena karta, slabost, veliki porazi, ali prava beseda porazi, je, ne? Pesimizem, težki dogodki, pogoste prepreke, sugestija. Če ste ravno pri odnehanju oziroma pri odločitvi, da bi se rešili nekega velikega in pomembnega dogajanja v vašem življenju, se vprašajte, ali niste morda prav pri zadnji težki prepreki, ki vas čaka v vaši karieri. Če boste njo uspeli premagati, potem je čas za proslavljanje. No pa to je torej trenutno stanje. Izberimo še eno karto, ki ji dajmo nalogo, da vam pove, kako rešiti vaš problem. Desetica vrčev oziroma pehari, ne? Kako se reče po slovensko? Zdaj sem malo potovala in sem izgubila stik s tole našo deželico. No pa najdemo desetico vrčev. Tole je torej, kaj lahko naredite v prihodnosti za razrešitev vaših težav. Kot smo že povedali, tokrat se ukvarjamo s trzanjem vaše leve roke. Kralj, vitez, štirica, sedmica, no pa bomo kmalu pri desetki, evo ga. Radost, družina. No, mislim, da tole ni kaj veliko za povedati. Vezano za zdravje, prvo zadevo, ki sem prebrala, nagnjenost homoseksualnim opredelitvam. Gospod Jan Šiško, pridite sem, da boste potrdili to, da ne bo izpadlo, da se hecamo iz gospoda Cvikla. Čisto zares? Ste našli? Lejte, no, da vam pokažem, da je to zares desetka, ne? Je? Ja. No da, izgubljamo čas, sej izgledam kot zelo kredibilna osebnost. Nadaljujemo, da povemo, kako naj se reši torej te težave, da mu bo prenehala leva roka migetati. Torej, karta opisuje pravo in iskreno ljubezen, pot zadovoljstva, predvsem z lastnimi dosežki. Uresničenje vseh vaših želja,
obilje, rast, toleranca, strast, odprtost, upanje in idealizem. Glede na to, da vemo, da ste se ravnokar poročili, uporabite tole vedenje. Strast. Torej, kakšen nasvet bi vam dali, gospod Cvikl? Strast torej. Dokler vam roka migeta, uporabite jo pri vaših posteljnih užitkih in zadovoljite še koga zraven. No pa poglejmo, kaj ima gospod Cvikl zapovedati na to temo. Seveda, jaz ne komentiram izjav in menim, da je pri tem dobro pač uporabiti tisto dober rek, da včasih bolje biti tiho. To velja za vse. In medtem, ko naši pomembneži molčijo, ko ni treba, pa je glas ljudstva vse glasnejši. Na protestu pred tovarno Mura sta se Zlatko in Denis pogovarjala z županom občine Cankova, Dragom Vogrinčičem. Na vprašanje, ali mu je ostalo še kaj zaupanja v vlado oziroma kaj pričakuje od nje, je odgovoril. Bojim se, da nič. Predsednik vlade je že 1 leto predsednik vlade in še za Muro ni napravil nič. Poleg tega minister Lahovnik je z svojim odnosom v zadnjem letu imel zelo ignorantski in moram povedati kot prekmurec nespoštljiv odnos do teh ljudi, ki so tu zaposleni. V tej državi in ta vlada podpira tiste, ki ne delajo, tiste, ki kršijo zakon in tiste, ki niso mogoče poštene. To, kar se godi v Prekmurju, je smrt pravne države in smrt socialne države. A že gremo? No, ravno v pravem slogu. No, medtem, ko se je Murina saga nadaljevala tudi pozno v noč, je med delavke tovarne stopil tudi direktor Slovenske odškodninske družbe Tomaž Kuntarič. In prepričal se je, da si bo najbrž tudi sam moral od zdaj naprej šivati. Poglejmo, kako se je znašel. 2 leti sem se zdravila v Ormožu, ko so me psihično uničili. Jaz sem psihični bolnik zaradi Mure Gratala, invalid. 4 ure sem delala, pa so zahtevali od mene, ko sem mogla delati kot 8 ur. To je način. Vaša bolečina, mi verjemite, boli tudi mene. Verjemite mi, da boli vaša bolečina tudi mene. Upam, da ne bom nikdar deležen, da bi moral skusiti kaj takšnega. Napovedujem izredno uspešno novo slovensko monodramo. Nisem ravno prepričana glede naslova, več jih ima. Rahla zmeda vlada, ampak zelo zanimivo. Vabilo tedna, Andrej Rozman Roza. Passion de Prešeren, lahko bi se brali tudi Passion de Prešeren, ali nekaj takega. To je ena predstava, ki je mono, solo, ko se reče komik-tragedija. To je nasprotje od tragikomedije. Slovenija, 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 kulturac. Včeraj so v Cankarjevem domu za zaključek festivala Ex Ponto nastopili tako imenovani botri gibanja alternativnega kabareja The Tiger Lilies. The black cloth too well. Go away. If you've just had a heart attack, take a pill, you'll get your life back. Stand up for the medical cure. Whatever the illness, the remedy's sure. Stand up for the medical cure. Whatever the illness. Pa še vreme, prav tako v preroškem slogu. Samo če bo tudi jutri v Ljubljani sonce, boste na ljubljanskih ulicah videli španske žonglerje. Sicer res ne vidim razloga, zakaj bi ti bili tu. Cenjeni, ljubljeni, dragi.
Tudi to so bile vesti na vesti. Do prihodnjič, lepo pozdravljeni.